če imam jaz ljubezen do svetlobe, kar pomeni pol tudi do angelov, pa to vse lepo in prav, ampak če imam ljubezen do svetlobe, ljubezen do angelov, ljubezen do bogov, boginj in tako dalje, jo moram imeti tudi do sebe, zato ker sem jaz del svetlobe. Ampak, če bi jaz imela najvišjo obliko ljubezni do sebe, ali bi si potem dovolila, da si energijo ljubezni izpraznim? Recimo, če imaš ti ful rad svojega otroka, a bi želel, da je on popolnoma izčrpan in bi ga ti potem pohvalil, lej, koliko si bil priden, s svojimi sošolci pa svojimi učiteljicami, ful si izčrpan, ko mi stojiš na dveh nogah, ful sem ponosna nate. Ne? Zakaj pol delamo to do sebe? Če imaš sam sebe ful rad, zakaj si dovoliš, da najdeš katerikoli manifestacijski izgovor kjerkoli, da toliko izprazniš sebe, kako pa lahko rečeš sploh, da imaš angele rad? Kako lahko rečeš, da imaš Boga rad? Kako lahko rečeš, da imaš, no vse zadnje, kva njim Boga, oni nič to nam ne zamerijo, ampak kako mi lahko rečemo, da imamo radi angele pa druga bitja, ki so skupaj z nami svetloba, če dokazujemo, da neko svetlobo nimamo radi, ker s tem si dokazuješ, da sam sebe nimaš rad. Meni je bilo tudi jaz, ko sem začula to informacijo od Kuan Yin, sem tudi mogla parkrat globoko dihniti pa izdihniti, pa se mi glih ne zdi, da sabo pa svojim življenjem grdo delam, ampak ne vem, ful me je zabolela ta informacija, mogoče zaradi tega, ker sem čutila, da je to resnica 2/3 sveta. Torej, če imaš ti rad svetlobo, zakaj bi potem noter dajal mentalne presežke, pa zakaj bi potem dajal si take skrbi pa take dvome, zakaj bi se prizadel z energijo, ki prizadane tvoje sanje, tvoje upanje, tvoje zaupanje, ker te energije prizadanejo tvoje sanje, tvoje zaupanje v življenje na splošno. Če bi imel sebe rad, zakaj bi si kadarkoli rekel, da nisi dosti lep, da si grd, da si debel, da koliko imaš grd trebuh, da koliko imaš grda bedra, da le kakšen celulit imaš, da se ne moreš pogledati v ogledalo. Zakaj bi si to rekel, če si ti kot duša, kot svetloba oblikoval to telo in je mogoče nekaj zunanjega rekel, kaj naj bi bilo lepo pa sprejemljivo, ampak zakaj pol dušin izbor pa kreacijo spluvamo, kot da je grda, kako potem lahko rečemo, da imamo radi svetlobo, če sami sabo tako delamo. A veš, kaj mislim? Boginja Kuan Yin je v bistvu nekdo, ki postavi taka vprašanja. In kar si jaz z vami želim je obnoviti nivoje ljubezni, zato da ne boste več si dovolili tega, da bojo vsi drugi bolj pomembni, da boste rekli, ni časa za meditacijo, ni za mene denarja. Ker sem zadnjič slišala, meni je pa, veš, ful všeč en tečaj, ampak veš kaj, zdaj veš, za otroke bo treba kupiti, kaj že, da se že zdaj kupuje, to smo mi kupali 1. septembra, ko sem hodila v šolo, moramo kupiti potrebščine, pa otroci morajo iti na morje, pa tako naprej, mogoče bom kdaj drug prišla na kak vaš tečaj, pa sem si mislila, zelo si nekaj želiš in v bistvu lahko bi pač našla nek način, torej, da nekdo pride na tečaj, si privošči nekaj zdravilnosti, ampak prestavi v nekem, reče, zdravilnost, ki jo rabim zdaj, si jo bom privoščila čez 1 leto. Zdravilnost, ki jo potrebujem v tem trenutku, si jim privoščila čez 1 leto, ker upam, da bo takrat vse drugo, da bo vsi drugi okrog mene že poštimani. Kaj, če te sploh ne bo več čez 1 leto? Kaj, če bo čez 1 leto tvoj burnout ali pa ne vem kaj toliko hud že, da niti ne bo možnosti, da do te točke prideš? Zakaj tako delamo sami s sabo? Zakaj je vedno torej ljubezen, izražena ljubezen do vsega drugega v materialnem svetu na prvem mestu kot ljubezen do svoje svetlobe?
Če se ti zdi in če veš, da se res nimaš dovolj rada, če se ti zdi, da nekatere stvari dobesedno prenašaš, kljub temu, da ti definitivno niso pisane na tvojo kožo samo zato, ker se bojiš, da bi te ljudje kaznovali, ali pa če se morda kaznuješ kar sama, potem se ustavi, kajti prišla sem ti povedati, da je prišel čas, da to prenehaš početi. Čas je, da si prijazna do sebe, kajti tvoja duša te zelo ceni. In ko se zelo tako prizadaneš, to boli na nek način tudi dušo. In rada bi v tvoje življenje pripeljala reiki, ki je samozdravilni reiki. To je reiki, katerega ponudaš sebi, svojemu čustvenemu sistemu. To je reiki, ki rabiš potolažiti sebe, sprejeti sebe in si obljubiti, da boš s seboj delala boljše. Ko veš, da je prišel čas, da si zaslužiš več in da to tudi zahtevaš. Vse to je samozdravilni reiki. Uporabi reiki kot metodo, pa vendarle aktivira v tebi tisto, kar verjamem, da si že zelo dolgo želiš. In ta samozdravilni reiki prihaja kmalu. Želim ti pomagati. Naklikaj si povezavo. Čas je, da daš in vrneš nekaj sebi. Jaz ti bom pri tem pomagala.